Vlada je včeraj zavrnila predlog novele zakona o trgovini, ki ga je v državni zbor vložil nepovezani poslanec Andrej Čuš. Ocenila je, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Minister Počivalšek je nad odločitvijo vlade razočaran, vendar jo spoštuje. Meni, da predlog ni bil slabo zastavljen. Mi smo ga proučili dobro z vidika poslovnega okolja, z vidika potrošnikov, svobodne gospodarske pobude, konkurence in pa po tem, na kak način bi se delale izjeme. Mi mislimo, da bi se ga z dopolnitvami dalo dopolniti do te mere, da bi držal vodo. Minister je predlog podpiral tudi zaradi drugih razlogov. Predvsem iz razloga tega, ker smo želeli skozi ta proces priti do več delovne sile, ali pa če hočem drugače povedati, naš osnovni namen je bil prerazporeditev delovne sile. Še posebej je nad odločitvijo vlade razočaran predlagatelj Čuš, ki kljub ministrovi podpori sprememb ni uspel uveljaviti. Jaz pač moram povedati, da sem razočaran in ocenjujem to predvsem kot to, da je vladajoča politika popustila gnilemu kompromisu med sindikati in kapitalom. In še enkrat več se je očitno izkazalo, da kapital lahko kupi vse, pa ne samo politike, ampak tudi sindikate, tako da bo še vedno naprej področje zaposlenih v trgovski panogi, teh je skoraj 90.000 slabo urejeno, ampak mi ne mečemo puške v koruzo. Naj spomnimo, da je na referendumu o odpiralnem času trgovin leta 2003 57,5% volivcev podprlo omejitev odpiralnega časa trgovin. Takratni razlogi za takšno odločitev se od današnjih ne razlikujejo. Naj družine naj bojo skupaj tudi vsaj en dan. Tega, da se ti ljudje malo spočijo. Glede na to, da je dost mamic, jaz mislim, da bi lahko to upoštevali malo. Bilo bi že boljše, če bi bile zaprte, ker lahko bi čez teden si glih tako nakupiš, ko pa če ne rabiš glih nedeljo leteti v trgovino. Zato, da imajo ljudje več časa za družino. Vem, zakaj se je takrat toliko denarja potrošilo, pa se to ni uveljavilo. Mislim, to me ima jeza, Ljudi so tam plačevali, te pa nam ne zadajo denar nazaj. Maja 2004 je Mercator z nekaj drugimi pobudniki menil, da so spremembe zakona v nasprotju z načeli pravne države in svobodne trgovine. Slovensko ustavno sodišče je maja 2005 razsodilo, da novela zakona o trgovini ni v neskladju z ustavo in določilo, da začne veljati s 1. januarjem 2006. Kasneje pa se je na pobudo družbe Emona Obala odločilo začasno zadržati izvajanje zakonskega člena, ki je govoril o nedeljskem obratovalnem času, zato so od 19. februarja 2006 lahko vse trgovine z nujnimi življenjskimi artikli bile spet odprte. Bila razveljavljena ena vrstica, ampak potem je to politika v sodelovanju s kapitalom izkoristila in negirala celoten zakon. In več kot na mestu je seveda tudi vprašanje, da bi morali ti ljudje, ki so takrat zaobšli referendumsko voljo ljudi, kazensko odgovarjati. In moje mnenje je, da politiki, ki naj spoštujejo volje ljudi in referendumske volje ljudi, morajo čim prej spokati iz parlamenta. Sicer pa obstaja še nekaj drugih razlogov, ki govorijo v korist predlogu nepovezanega poslanca. Z razmahom supermarketov in liberalnega nedeljskega odpiralnega časa ljudje namesto na izlet v naravo, športne aktivnosti, druženje s prijatelji, hitijo v trgovske centre in tam preživljajo prosti čas. V nedeljo je manj kupcev, zaposlene pa je treba dodatno plačati za nedeljsko delo, kar pomeni, da so mnoge trgovske lokacije ob nedeljah nerentabilne. Kljub drugačnim napovedim predsednika vlade je torej čutiti, da državi še vedno vlada kapital.